Tomažev most po 4 letih le nov. Na Bučki veseli novih prostorov vrtca. Skoki v vodo, v tretje le uspeli. Lepo pozdravljeni. To je velika pridobitev za prebivalce Trških njiv in vaščane nekaterih vasi v krajevni skupnosti Hinje, saj bodo v središče Žužemberka lahko prihajali po krajši povezavi. Zagotovo pa bosta sedaj prometno manj obremenjeni tudi ulici Breg in nad Miklavžem. Je na odprtju novega Tomaževega mostu dejal žužemberški župan Franc Škufca. Na občini in prej tudi že v krajevni skupnosti so si že dolgo prizadevali obnoviti enega zadnjih lesenih mostov v zgornjem toku reke Krke, ki je propadal, dokončno pa so ga uničile poplave leta 2010. To je bil seveda naš zadnji povod in pa ne nazadnje zahteva tudi do države, da nam pomaga pri seveda takih elementarnih nesrečah in od takrat naprej smo resno pristopili k projektu. Lansko jesen je občina z izvajalcem podpisala pogodbo o gradnji novega mostu, ki je dolg okoli 52 metrov, ima 3,5 metre vozne površine, njegovo nosilnost pa znaša 10 ton. Čeprav je narasla Krka oteževala delo, so zaključili v dogovorjenem roku. Zadnja poplava je bila še najtežja, ker se je bil rok približeval. Poplava je bila največja, nivo Krke se je dvignil, tudi z ribiče je bilo problem, ker se ne sme delati v teh časih, tako da so šli nam tudi ribiči na roko. S podobo novega mostu, ki je skupaj z dokumentacijo stal okrog $500 000, od tega je polovico prispevala država, so zadovoljni številni tamkajšnji krajani. Da je lepo zgrajen, da gremo lahko v trgovino in da se peljamo čez ta most in da se vse tudi za suho krajino in za vse ne. Prav lepo je tukaj se zritalo, je bilo potrebno, da se to zritalo za večje okoliščine za Žužemberk, mislim pa za vasi okoli. To je zelo enkratno. Od leta 2011 je to že tretji na novo zgrajeni most v občini. Prostorska stiska, ki je zadnja leta pestila bučanski vrtec, je končana. Odprli so namreč nove prostore v neposredni bližini podružnične šole na Bučki. Prvi oddelek za varstvo 20 predšolskih otrok so na bučanski podružnični šoli odprli že pred 13 leti, za potrebe drugega oddelka s 15 otroki pa so leta 2008 preuredili telovadnico. Vse odtlej so se v vrtcu in šoli zaradi naraščanja števila otrok spopadali z omejenimi prostorskimi možnostmi. Ta naložba je bila v lanskem letu, jaz mislim, kar poglavitna. Pa ne samo za ta kraj, ampak nasplošno za celotno občino. Tako da mi kot šola in kot vrtec smo se zelo razveselili te odločitve občine, da kupijo ta objekt, da ga preuredijo za namene vrtca, ker smo vedeli, da s tem pridobimo tudi prostore za šolo, katere smo nujno potrebovali. Naložba je stala skupaj 270 000 €, 130 000 je bila sam nakup te stanovanjske hiše, 140 000 pa je bilo potrebno za projektiranje, za rekonstrukcijo in nazadnje tudi za samo opremo. Bučanski vrtec trenutno v 2 oddelkih obiskuje 30 malčkov. Mislim, da so prostori zelo lepi in da se otroci v njih zelo lepo in dobro počutijo in to tudi starši vidimo popoldne, kako veseli prihajajo domov. Zelo lep vrtec je, zelo dobra pridobitev za ta kraj, lepi prostori, nekaj novi, tako da so otroci zelo veseli. Mi smo zdaj 1. septembra začeli prvič tako dvoletnike in zelo rad hodi v vrtec. Vsako jutro se tako z veseljem zbudi in zdaj v nov vrtec smo se malo bali, da bo problem, ker je bil po enem tednu premik in nobenega problema, zelo rad gre. Za potrebe morebitnega 3. oddelka v vrtcu imajo sicer v občini na voljo še en prostor. V podzemlju so slovesno prerezali trak in tudi uradno predali namenu sodoben večnamenski dom, ki so ga pridobili s celovito preureditvijo njihovega nekdanjega gasilskega doma. V okviru 169 000 € vredne naložbe, za katero so sredstva za 60% upravičenih stroškov pridobili na državnem razpisu, preostanek pa sta zagotovili krajevna skupnost in občina Metlika, so zamenjali okna in vrata, uredili sanitarije, večnamensko dvorano, opremljeno z ozvočenjem in projektorjem, ter družabni prostor.
Zamenjali so del inštalacij in uredili ogrevanje na pelete. Stavba je dobila nov fasadni ovoj, uredili pa so tudi njeno okolico in postavili igrala za otroke. Ta dom je velika pridobitev za, bom rekel, krajane, ne samo za vas Podzemelj, ampak za širši okolje, se pravi, to je za krajevno skupnost Podzemelj. Zaradi tega, ker enostavno do zdaj nismo imeli prostora, kjer se bi družili, kjer bi pokazali domači, kaj znajo, pa tudi gosti, kateri mislim, da bi prišli iz drugih krajev. Takšni projekti, ki so bili financirani strani Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, so dobrodošli na našem podeželju. Kljub temu pa jim brez prostovoljnega dela številnih krajanov tako celovite obnove doma ne bi uspelo končati. Še posebej pa smo ponosni, da so sami gasilci svojim prostovoljnim delom pomagali vsaj v višini 15 000 evrov in tudi s tem prišli bliže do zaključka tega projekta. Večnamenski dom je zdaj lepo urejen in opremljen. Treba pa mu bo dati tudi vsebino. Zato v Podzemlju že načrtujejo, kaj vse se bo v njem dogajalo v zimskih mesecih. Vsekakor bo postal osrednje mesto srečevanja krajanov vseh generacij in zagotovo ne bo sameval, zagotavljajo zadovoljni krajani. Poplave so v brežiški občini po prvi oceni povzročile za dober 1 milijon evrov škode. Občinski svet je z dopisno sejo potrdil povečanje stalne proračunske rezerve, da bo možno takoj začeti urejati neprevozne ceste. Odlok o 200 000 evrov povečani proračunski rezervi že velja in skupaj zagotavlja 278 000 evrov za najnujnejše intervencije na cestah in plazovih. Seveda s tem bomo pa lahko namenili 60 000 za nujne sanacije, 150 000 evrov za plazove in pa 53 000 evrov še za sanacijo predvsem lokalnih makadamskih cest. Za celovito sanacijo pričakujejo pomoč države, pravi župan. Največ škode je nastalo ob hudourniških potokih. Poškodovanih je najmanj 40 km makadamskih javnih poti, 10 km lokalnih cest, sprožilo pa se je najmanj 40 plazov. Tudi v občini Šentjernej, kjer so pred 2 tednoma doživeli največjo naravno nesrečo doslej, na različne načine zbirajo pomoč za občane na poplavljenih območjih. Tako so člani odbora za pomoč prizadetim v poplavah sinoči s kulturnim društvom Godba slovenskih železnic povabili na dobrodelni koncert. V kulturnem centru Primoža Trubarja je godbenikom solisti Nuški Drašček, Trio Adio in šentjernejskemu oktetu Šimelj prisluhnil tudi predsednik države Borut Pahor. Zato, da se počasi odpravljajo posledice, gre hvaležnost ljudem, ki se za to prizadevajo. In seveda tistim, ki jih je to najbolj prizadelo. In se mi zdi, da je bila ta zamisel za dobrodelni koncert danes imenitna, 14 dni potem, ob taki udeležbi in obisku ljudi. To kaže na solidarnost po ujmi, poudarja, kar pa se že pozna tudi v skladu odbora. Do danes smo nekje na račun nabrali 20 000 evrov, obljubljenih imamo še nekje nadaljnih 20 000 evrov, cilj nam je nekje 50 000 evrov, to bi pa nekje že pokrilo ocenjeno škodo 5% v občini Šentjernej. Zbrano pomoč in sinočni izkupiček od vstopnic slabih 3000 evrov bodo, tako Pavlič, prvenstveno namenili oškodovancem v naravni katastrofi. 20% pa organizacijam z področja zaščite in reševanja in dobrodelnim ustanovam. Pomoč obljublja tudi država, ne le finančno, ampak gre predvsem za ureditev strug, hudournikov, vsega tega, kar človek lahko obvlada. Ne moramo obvladati vremena, lahko pa obvladamo tisto, kar je na nek način delo ali ne delo naših rok. In mislim, da po pogovoru z ministrom za kmetijstvo, po pogovoru s predsednikom vlade lahko najavim tudi tukaj zdaj končno neko bolj strateško ukrepanje vlade. Vse slovensko akcijo odbora sicer lahko prispevajo tako posamezniki kot podjetniki, ki želijo, da prizadeti ob naravni nesreči čim prej vnovič normalno zaživijo. S povorko, navkljub sončni soboti, je bilo število sodelujočih v njej precej skromno in vaškimi igrami so v turistični občini Šmarješke Toplice tradicionalno že 8. leto zapored obeležili Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto, vse od njegove razglasitve leta 1980, praznujemo 27. septembra. Dan so sicer pozdravili v več krajih na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini. Druženju vaščanov večjih naselij v občini so bile vnovič namenjene tradicionalne vaške igre. Letošnje leto je posebnost ta, da so jih pripravili vaščani Žalovič, ki so bili lansko leto 2013 najlepše urejeno naselje v občini.
tako da so glavni soorganizatorji z občino tudi oni. Žal letošnje leto v majčkeno bolj odklonjeni verziji potekajo vaške igre, samo 4 ekipe so se udeležile tekmovanja namesto 8. Nemara tudi zato pretiranega tekmovalnega naboja ni bilo čutiti, so pa šaljive vaške igre poskrbele za prešerno razpoloženje. Skupne zmage so se na koncu veselili ličkarji iz družinske vasi. Kljub vsemu pa slaba udeležba na prireditvi ni ostala neopažena. Idejna zasnova se je očitno izpela. To naj bi bilo nekaj super, ampak ljudi je premalo in tudi tekmovalcev. Mislim, da smo letos dočekali en lep sončen dan, tako da je prav, da ga izkoristimo in prav je, če je že danes dan turizma, da ga izkoristimo maksimalno z organizacijo takih iger. Mislim, da vsi danes, ki smo tukaj, se imamo lepo, to je pa tudi najbolj pomembno. Imamo se čudovito, pričakovala sem pa več ljudi na samem srečanju. Na dnevu turizma in zabave so mladim športnikom, ki se že lahko pohvalijo z vidnejšimi dosežki, podelili priznanja, izlet v neznano pa so si z najlepše urejenim naseljem prislužili vaščani Dolenjega Kronovega. V tretje gre rado. Obilne padavine in narasla reka Krka so organizatorjem že 2-krat preprečili, da bi izvedli druge skoke v Krko z novomeškega Kandijskega mostu. Tokratna idilična jesenska sobota pa je bila odlična kulisa za ta skakalni spektakel. 18 tekmovalcev iz več držav se je pomerilo v 3 kategorijah: skokih na noge, lastoki in figurativnih skokih. Največ zanimanja pa je bilo za skoke že 76-letne legende tega športa, zamejskega Slovenca Pina Auberja iz Trsta. Vse skakali smo velika skupina, vse prijatelji, nič problema, nič meja. Skok je ocenjevala strokovna komisija, ki je bila pozorna na več dejavnikov. Pristop na skakalnico, treba pozdraviti sodnika, potem energičen odskok, potem je let sam pa pristanek. Organizacija zanimivega dogodka je plod sodelovanja Novomeške občine, Agencije za šport in Zavoda Vrt. Neke intimne želje nas organizatorjev so bile, da obudimo samo reko Krko, tako dogajanje ob njej, v njej, na njej. Želimo, da tudi zato želimo, da čim več obiskovalcev prije na čolnih, skratka, da vidimo, da je Krka nek živ objekt, kjer se da imeti lepo. Moram povedati oziroma priznati, da je prišlo do te pobude s strani samih tekmovalcev. Fanti so prostovoljni, dobrodelni in danes skačejo tudi v namen, torej, bom rekel, žrtvam nedavnih poplav v Kostanjevici na Krki. Tokratni skoki v Krko pa so bili tudi sklepno dejanje letošnjega slovenskega pokala v skokih v vodo, ki je sicer sestavljen iz 8 tekem. Pod sloganom Za razvoj in dostojno življenje se za župana občine Črnomelj poteguje občinski svetnik Jože Veselič, kandidat stranke SDS. Prebivalcem občine Črnomelj bomo ponovno vrnili dostojno življenje, pravi Veselič, ki v svojem programu na prvo mesto postavlja občane. Definitivno bomo skrbeli za njihovo dostojno življenje, skrbeli bomo za razvoj novih delovnih mest, za obstoječih že kakorkoli, skrbeli bomo res za blagostanje, da bo karkoli tukaj. Med prednostne naloge Veselič uvršča tudi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, ugodnejšo podjetniško klimo, izgradnjo širokopasovnega omrežja in hitrejšo izgradnjo hitre ceste od Novega mesta do Črnomlja in Vinice. Obljublja pa tudi cenejše komunalne storitve in nižje stroške daljinskega ogrevanja. Pred slovesom še povabilo k ogledu nocojšnjih soočenj županskih kandidatov za župana občine Brežice. Med drugim bosta temi tudi o zaposlovanju in gospodarskih conah, pa tudi o skrbi za starejše. Na sporedu bo ob 20. uri. Hvala za vašo pozornost in lep večer.